Odzvali ste se povabilu revije 7 dni in delček svojega znanja in izkušnje delili z bralci. Časa seveda ni veliko in zato me zanima, kaj je tisto najpomembnejše, kar jim danes želite sporočiti. Danes bomo naš čas maksimalno izkoristili. Jaz želim v teh 2 urah povedati čim več, tako da se bomo praktično pogovarjali vsem. Naslov predavanja je Vse dimenzije resničnega pomlajevanja. Dotaknili se bomo vseh tem, ki vključuje, kako najbolj spodbuditi in obnoviti naš hormonski sistem. Od tega je namreč odvisno vse, koliko smo mladi, koliko smo zdravi, koliko smo dolgoživi, tako da bo to naša glavna rdeča nit pogovora. Dotaknili se bomo pa joge obraza, face force joge, diete, popolnih 10 bioidentičnih hormonov, super živil, skratka zelo veliko dela nas čaka in jaz mislim, da bomo ogromno povedali. Zdi se, da se ljudje zadnje leta zelo veliko ukvarjamo s hrano in lastnimi telesi, kljub temu pa beležimo pravo epidemijo debelosti in bolezni. Zakaj takšno protislovje? Ja, na nek način je vedno sta potrebna najprej 2 velika ekstrema, da se potem neko ravnovesje naredi. Tako da ja, na eni strani nas je ravno ta nepravilna procesirana prehrana, ki nas je spoznala za boleznimi, ki jih drugače ne bi poznali, privedla do tega, da se čedalje bolj obračamo nazaj, vračamo v tisto, kar je že bilo odkrito, pa je bilo smatrano za preveč preprosto, da bi bilo uporabno. Tako da nam je ravno ta ekstrem v eno smer pripeljal pripeljal nazaj domov. Po drugi strani pa ja, nažalost so te mlajše generacije tiste, ki rabijo še veliko odpiranja oči oziroma znanja in jaz sem zelo vesela, da so priložnosti, da lahko govorimo o prehranih in širimo to zavest. Da je joga dobrodejna za telo je znano že dolgo, jogo obraza pa ste v Sloveniji predstavili med prvimi. Zakaj smo tako dolgo zanemarjali obraz? Ja, jaz sem praktično joga obraza pripeljala v Evropo in jo potem tudi nadgradila. Joga obraza je zame kraljica vseh jog, to ne pomeni, da ostale niso pomembne, ampak dejansko z joga obraza ne samo, da mi polnimo obrazne mišice, da nima obraz gub in povešan, ampak dejansko s tem masiramo žleze v glavi, ki so v bistvu direktorice vseh celotnega endokrinega sistema in one so tiste, ki skrbijo za ravnovesje hormonov, tako da če pozabimo na aktivacijo, jaz rečem glavi, ker direktorska pisarna našega organizma, potem celo telo nima nadzora, nima pravega vodenja in zato je ta vadba v tem času tako zelo nujna, hkrati je pa to najbolj praktična vadba. S parimi gibi aktiviraš celotno telo, lahko si oblečen kakorkoli že, kjerkoli že, tako da je res se splača naučiti, tako zelo preprosto je pa toliko veliko da. Ni skrivnost, da so ljudje zadnje mesece precej pod stresom, vse te slabe krizne novice pač ne morejo dobro vplivati na nas. Imate morda kakšen nasvet, kako se vse za trenutek izolirati od tega cunamija negativizma? Ja, dejstvo je, da nekako se določenim situacijam v življenju nikakor ne moremo izogniti, ampak če smo šibki kot trava, potem nas vsak veter lahko obrača oziroma polomi. Ko se ukrepimo, če dam zdaj primer mogočnega hrasta, potem nam težke situacije ne pridejo do živega, ne samo to, te prelomnice, te spremembe, ki so včasih res temačne, res kritične, z marsikaterimi sem se tudi sama morala soočiti, potem znamo v njih videti tisto priložnost, zaradi svoje lastne usmerjenosti vase, znamo, kakor da imamo čisto sliko, znamo videti tiste nove priložnosti, ki nas čakajo za vogalom in dejansko najtežje usmeriti tako, da postane veter v naših krilih. Po novem vas gledamo tudi kot žirantko v oddaji Gostilna išče šefa. Kako se znajdete v vlogi nekoga, ki ocenjuje, morda celo kritizira druge? Jaz nikoli ne bom kritizirala oseb, ampak potem bom morala dati mnenje glede določenih dejanj. Jaz sem zelo vesela te vloge žirantke, zato ker imam priložnost, kuhinja je itak moja največja strast, imam priložnost te zadeve res od blizu gledati, dihati z njimi. Tako da v bistvu jaz upam, da bo tudi ta priložnost tega komentiranja prinesla eno kapljico v morje tega mozaika, ena priložnost, da bom lahko določene stvari, ki jih želim povedati, določena znanja, ki jih želim predati, da bojo tudi tukaj dobila mesto, da bojo mogoče mini kapljice se nekoga dotaknile in zato se odločam za take odzive. In tudi to komentatorstvo res skušam poudarjati tiste stvari, ki so meni pomembne in nekako iskati vseeno najboljše v ljudeh.